Razstava Skrivnost življenja se nanaša na en citat, ki je navezan na slike, ki se nahaja v mojem domu in ga je izvezla moja pokojna teta. Skrivnost življenja je skrivnost ljubezni. Skrivnost ljubezni je skrivnost življenja. Vsebinsko zelo zagoneten citat in ob kakih družinskih prepirih se ponavadi zazremo tja in se kar nehamo prepirati, ker nam da toliko misliti. Za ta naslov sva se z Nives odločile, ker razstava govori o nekem spočetju in začetku življenja. Motivsko se predstavlja skozi nosečnost in potem skozi prve mesece preživljanja časa z dojenčkom, konkretno z mojo prvorojeno hčerko Zalo, ki je sedaj stara 3,5 leta. Če pa pogledam nazaj, razvoj tega motiva izhaja iz nekega pravljičnega sveta, ko sem s prijateljicami raziskovala usedline sodobnih pravljic in ena izmed teh pravljic je bila Trnuljčica. Kolegica Nastja se je odločila, da bo pa ona predstavila svoje doživljanje Trnuljčice in to tako, da nas je povabila v eno izjemno staro kopalnico, ker pravi, da v kopalnici njeno urejanje las traja 100 let kot pri Trnuljčici. Meni se je zgodilo, da me je motiv te zgodbe pritegnil v času nosečnosti, tako sem v tistem času začela obdelovati fotografije, kjer smo imeli ta fotoshooting. In posledično se je polutkala tudi moja zgodba o nosečnosti, pa zdi se mi, da tudi nekako asociativno primerno. Začelo pa se vse skupaj tako, da sem fotografije predelala v risbo in mimiko njenih rok, prepletanja las prenesla v risbo, ki jo je idrijska čipkarca Špela Jamšek zelo avtorsko prenesla v to zahtevno čipko. Po porodu sem jaz imela en tak nabor čipk, napor drugega materiala in veliko željo po ustvarjanju. In sem vse skupaj sestavljala v neke asemblaže, zato se na razstavi seznanite tudi z 9 deli, ki nekako govorijo o 9 mesecih, ampak so dela, ki so nastala v layerjih, v plasteh in pod prosojno tkanino, ki je na koncu dana čez vso zbirko predmetov spodaj, se v bistvu nahajajo predmeti gospodinjske narave. Pa pri meni vedno znova ponavljajoči se motiv rože. Tale roža se pol vtke tudi v fotografski motiv mene kot nosečnice, pa tudi mene kot potem matere, ki drži dojenčka v rokah. Pojavlja se na vseh delih, govori pa o teh trenutkih prvega spoznavanja z materinstvom. Eno delo se imenuje Biti mati in predstavlja portret, moj portret, pred katerega je dana tik pred očmi čipka, izvezena čipka z dojenčkom v naročju in spet Vesna Karmelj je rekla, to pa je tisti moment, ko mati ne vidi niti 1 centimeter dlje od svojega otroka. In dejansko tako se tudi nekako sem počutila, ko ne vidiš, ko tudi v bistvu ne moreš videti čas, ker ga imaš ves čas v naročju. Hkrati pa mene tale hormonski svet ponovno bombardiral z tisto željo po ustvarjanju. Verjetno sem se s to željo nekako soočila prvič z prihodom na akademijo. Sem bila toliko srečna, da se mi je spet to povrnilo. Ta energija se nekako verjetno tudi kaže v teh delih. Sledila sem ženskemu principu pri ustvarjanju, mogoče tudi zato, ker mi je v leta 2016 v enem izmed pogovorov dr. Robert Inhof ob moji samostojni razstavi rekel, veš, tvoja dela, ki pa so bolj ženska narave, pa kar kličejo našo dušo, hkrati so pa likovno izpopolnjena, delaj še na tem. To mi je vlilo poguma, da ignoriram vse, kar bi naj bilo trendovsko in izhajam iz sebe. Hkrati pa želim ravno z tem zabrisovanjem in s temi layerji zabrisati jasnost podobe in ponuditi gledalcu, da tudi mogoče samega sebe ozre v teh podobah.
da nisem to zgolj jaz, zato je moj pogled zmerom navzdol, da se mogoče samo detajli vidijo, hkrati pa gledalec iz svojega lastnega sveta mogoče lahko dograjuje to podobo. Ko vstopimo v galerijo Loža, se najprej seznanimo z deli, ki so začela na začetku nastajati. To je ta motivika predelanih vrtnic. Tisočkrat predelanih, pa en motiv mi je pa zelo bil pri srcu in sem ga na različne načine reproducirala. Včasih je to printna platno, včasih je to akrilna platno. Potem se je začelo vesti tudi izrisana risba mene kot nosečnice ali pa izrisana risba teh rož v takem vzorčku C-jev, ki sedaj vsebinsko asociirajo sicer na maternico, nekateri pravijo, dejansko pa izhaja iz vzorca kopalniških ploščic iz te fotoserije o Trnuljčici. Vse to lahko potipamo, dotik je še omogočen. To je v prvem prostoru, kjer sem posvetila mogoče temu dotiku več pozornosti in sta nastali še zadnji dve deli na desni strani, napeti z žebljički, kjer je najprej fotografija matere kot nosečnice in čez je izvezen spet dojenček v naročju. Kot neka asociacija dojenčka pozneje v naročju se lahko dotikamo, tistega v materinem trebuhu pa ne, zato je tudi to naslov Materin tatu, nedotakljivo. Matere oziroma ženske se lahko soočimo zgolj z občutkom te nosečnosti, nikoli pa se ne moramo dotakniti kljub takim in drugačnim ultrazvokom. Vse to bi se dalo tudi z teorijo podobe in nedotakljivim in neoprijemljivim povezati, ampak bom tukaj zdaj zaključila. Potem naslednji velik prostor je neko nadaljevanje te zgodbe, kjer se pa mogoče čez plast našite podobe nahaja transparentna tkanina, v katero so ali vlite plastične rože ali natisnjene plastične rože. Nam pa v prvem pogledu ni razkrito točno, kaj je iz katerega materiala, to pa zato, ker mene hkrati zanima ta percepcija očesa, kako deluje naše oko, kako mogoče lahko gledalcem malo potegnem za nos, hkrati pa gledalec, ki si vzame čas, to na koncu tudi sam opazi. In to je ena taka zanimiva igra, vsakeč, ko gremo mimo, odkrijemo nekaj novega. Se pa nekako po diagonali iz stopnišča vhoda lože, pa potem odzadaj za skritim vrtom pojavljata dva druga motiva, ki me vlečeta ven iz tega obdobja materinstva, iz tega zaprtega hortus conclusus vsebinskega dela. Ko pridemo po stopnišču navzgor, se srečamo z tremi deli. Naslovila sem jih z naslovom Poklon galerijam. Umetnik, ki namreč že nekako verjetno od samega začetka, ali pa vsaj meni se je to zgodilo, ko nekako imaš neka dela ustvarjena, hkrati hodiš tudi po galerijah. In ene galerije se te bolj dotaknejo, to so tisti prostori, ki vsaj za nek trenutek, za nek čas postanejo domovi naših slik in jih tudi nekako ponotranjimo. V galeriji Lože sem bila velikokrat, še verjetno pred zaključkom študija in je nastajalo en in tisoč ideja. Tam se tudi s pogledom navzven nahajajo arkade, ki so v skritem vrtu tudi, očitno me ta motiv tudi nekako privlači. Zato je ta motiv Poklon galerijam neka kombinacija pogleda iz Lože navzven, hkrati pa tudi iz nekih drugih galerij, ki sem jih jaz potem nekako skupaj sestavila v eno kompozicijo, tudi recimo z baletko kot nek kulturni dogodek. Se pa je to zgodilo po dogodku Extempore Piran, ko sem še dobila neko drugo pripoznanje, prvo nagrado in po dolgem času sem spet začutila tremo pred lastno razstavo. Nekako sem se hotela še dodatno potruditi in res v zadnjih 2 mesecih pred razstavo sem pol ustvarila 13 novih del.
da so res potem ta prostor lože še oživeli ali pa prostor lože oživel ta dela tako kot treba. Za skritim vrtom pa se pojavlja motiv morskih deklic, kjer z likovnega vidika ali pa mojega tehnološkega vidika raziskujem barvo modrine, globina morja. Vsake toliko časa namreč skušam iti vstran od teh nečesa, kar ciklično ustvarjam, pa se lotiti neke druge motivike in globina morja je tista, ki me vedno znova vabi, pa jih nisem kos. Evo, upam, da jih bom. Simbolično v vsebinskem smislu naš privatni prostor, pa potem prostori na okrog, ki nas gradijo kot posameznika. Delo, ki se je odlično vpletlo v tole razstavo, je delo Skriti vrt. To je delo iz leta 2006. Govori pa tudi o tem, kako mi naš intimen čas, oseben čas preživljamo v javnem prostoru. Narejeno je namreč na perforirano cerado, napeto na konstrukcijo krožno konstrukcijo velikosti 2,5 metra, višine 2,5 metra in premera 5 metrov. Torej gre za inštalacijo, panoramsko inštalacijo, skozi katero je pa zelo težko vstopiti, ker je vhod dokaj ozek. Na srečo še vedno dostopen osebam na invalidskih vozičkih, kar sem pozneje ugotovila in sem prav vesela, da še lahko tudi ta publika vstopi v tale vrt. Je pa namenoma ta ožina ustvarjena, ker se tudi skozi Grmičevje moramo nekako prebiti. Ko se znajdemo v tem vrtu, smo spet bombardirani s temi mojimi vrtnicami, ki me ves čas spremljajo. To so vrtnice opazovane po raznolikih vrtovih in vse to se je vtkalo v motiv tega skritega vrta. Če pa si vzamemo čas, pa lahko v ozadju teh mogočnih velikih vrtnic opazimo arkade srednjeveškega vrta Klunaj, usedlina, nek spomin iz Pariza, tudi kakšno klopco, ki nas mogoče v spominu vabi, da se oddahnemo, da se usedemo, da si vzamemo čas. To pa je tisto, kar ljudje včasih prezremo, hitimo skozi dan in si ne vzamemo časa, da bi občutili našo okolico. In o tem ta skriti vrt tudi govori. Sama skušam govoriti o tej časovni komponenti, tako pri tem, da si v življenju moramo za določene stvari vzeti čas, da si tudi pri ustvarjanju moramo in tudi vsi umetniki vzamemo čas, tudi če nekaj izgleda zelo banalno in hipno, vseeno stvari vzamejo čas in zato se tudi v moje podobe začela tkati ali vnašati nit, šivanje, potem tkanje, vse to traja. Ko sem začela o tem tkanju in šivanju razmišljati, je prav ta perforirana cerada ponudila možnost všivanja. Tako da je sedaj publika in javnost povabljena, da na ta skriti vrt sama doprinese svoj sodoben grafit. Me je vedno zanimalo, na kak način privabiti še več publike v galerijske prostore in ji ponuditi bogatstvo likovnega ali pa umetniškega izražanja. Sem se posledično začela spraševati, na kak način tudi pol svoja dela raznoliki publiki ponuditi, kljub temu, da ni izhodišče dotika slepa in slabovidna publika, pa sem se nekako ob tej razstavi vseeno čutila dolžno, da tudi njim ponudim tale dotik. In ta zadnja dela vabijo k dotiku, oziroma vse skozi se na mojih delih omogoča ali pa ponuja dotik, pa hkrati ne ponuja. Tukaj pa mogoče odkrit ravno zato, da bi ta publika še lažje se to dotaknila, kar ne pomeni, da so podobe prilagojene slepim in slabovidnim, ker jih je potrebno še opisati. Vseeno pa se en del risbe da občutiti tudi z dotikom. V primeru, da pa se tudi slepi in slabovidni odpravite v galerijo Loža, pa so pripravljeni tudi tehnični opisi, ki mogoče omogočijo
še boljše dojemanje razstavljenih del.